To že snema zdaj? Ja, to snema. Živijo ogledalci. Z vami sva Niko in Nejc in zmagal bo Uroš. O čem se gre? Na go-kartih smo. Tam je Uroš in Mateo. In tle sva Niko in Nejc. In tle sva Niko in Nejc še enkrat. Pol vidva gresta tja, da vam on razloži. Se pravi, desno imate gas, levo imate bremzo, tu isto kot v avtu. Sam sebi sledim, ne fokusiram se recimo preveč na druge ljudi, ker sem tudi v preteklosti spoznal, da takrat, ko se fokusiraš na druge ljudi, mislim, da nikoli neke svoje sreče ne moreš doseči. Dam ti 50 evrov, sam zgubim. Kolikrat si ga pelil? Na splošno? Ja. Dvakrat. Ti? Enkrat? Nikoli v življenju nisem pelil go-karta. To pomeni, da tukaj čim bolj probaš zbremzati, da priješ sem, da daš gas. Hobi se opiše s 3 besedami. Hardworking, tough, discipline. In potem te v bistvu zaradi gasa te bo začel ven riniti. Parkrat sem ga že pelil. Reven v Ameriki ali bogat v Sloveniji? Če bi raje bil reven v Ameriki, kakor bogat v Sloveniji. Ja. Slovenija je boljša tako in tako. Dajmo navijati malo tukaj. Lahko odigrava, boš bil prvi znan Slovenec, kateri bo igral šah z mano. Še nekaj lahko spoilamo. Jaz sem igral šah z Urošem, sam nisem znan Slovenec. Še. Srečno. Srečno. Najboljši zmaga. Vedno. Bojo rezultati za sebe povedali. In drugače pa vse cool, respect to anyone that wants to challenge me. Let's make it happen. Tle gor? Ja, to bo bilo super. Sam to bo dol padel. Ne bo. Če pa bo, pa bo. Fak, to je pa imaš prav, ne? Adijo, Uroš, adijo! Moj Uroš je malo prepočas tole. Jaz ne vem, kaj delam s to kamero, ma. Niko te učimo, kako bo tudi on top snemalc. Hollywood, Niko is coming. Yes, sir. Sam ful uživa, po moje. Mislim, da ja. Čisto dogaja. Zdaj bo zletel ven z ovinka, pazi! Jaz se vendar zgubil, no. Ne bo zgubil. Zdaj vam se Uroš ne zgubi. Zdaj edino vprašanje, kdo je zmagal, ne? Zmagovalec je... Uroš. This is where like the experience shows. Ja, pa zdaj nekaj popit, ker tole je bilo preblizu. Misliš, da je zaposlenost ljudi, ki so zaposleni pri drugih, da je to njihova osebna izbira ali da je sistem tako speljan, da tako pristanejo? Jaz bom rekel, vsi se lahko seveda zazrejo nekako v ogledalo in se sami odločijo, kaj je razlog za njih. Jaz mislim, da je najlažje je seveda kriviti sistem in pa se odločiti, da zaradi tega, ker jih je sistem pripeljal do tega, da so tam, kjer so. Realnost je to, da vsak je odvisen od svojih seveda akcij, kar pomeni, zelo lahko je priti v neko službo in seveda reči, ok, tukaj moram biti zato, ker pač moram biti, imam otroke in zdaj kar naenkrat moram delati, med temu, ker razumem, določeni položaji so lahko malo bolj težki in si prisiljen v to, da moraš delati, ampak če tam delaš 8 ur, potem imaš še dodatnih 8 ur, da se fokusiraš na nečemu drugem, da lahko seveda priješ ven iz te situacije. Je pa seveda tudi preden dobiš otroke, je bila tvoja odločitev, da si jih dobil, ne? Naslednji dirko gre pa še mi z Niko tam zraven, pa gremo zares, ne? Zdaj smo pustili, naj se malo grejejo, pa da vidimo, kdo je najboljši. Moram priznati, nadmoč in premoč in boljšo vožnjo zmagovalec je Uroš. Šolstvo v Sloveniji ni dobro. Ok, kaj si naredil okoli tega? Je nič, sam povedal sem, da ni dobro. No, to je glih okoli to, kar jaz hočem narediti. Če jaz z nečem se ne strinjam, potem bom pokazal, kako bi to moglo biti narejen. Kako pa se izogneš burnoutu,
če pač toliko delaš? Za mene ni burnout, zato ker uživam v tem. Če bi to bilo nekaj, kar meni dejansko ni všeč, če bi se jaz silil s tem, če bi jaz delal za nekoga drugega, potem mogoče pride do burnouta. Ampak kakšen burnout? Pogledaš folk od zunaj, ki dela mostove, v rudniku dela, to je ljudje, kateri dejansko so unika. 10krat več delajo, ne samo več, ampak tudi Težje. 10krat težje delajo. In če se bom jaz pritoževal, glede na to, kaj delam, v kakšni industriji sem, jaz se nimam kje pritoževati. Tisti folk se lahko pritožuje, ker je njihova služba 10krat težja. Kakšno so te vprašanje, Niko? Potencial. Imajo potencial, lahko bi bila še boljša, normalno, vedno. Čakamo, kdo da boljše vprašanje, tako da mogoče boš ti dal, ko gledaš. Comment down below, next question. Ja, ali pa povabi ga na video, ne? Ti bo Uroš kaj povedal. Povabite Uroša, pa bomo videli, kaj bo povedal naslednjič. Fair. Pa še mi da prijava zraven. Absolutno, mi da smo v paketu. Mi da Tako smo da Uroš package. ni ena kava, je 3 kave. Ni en go-kart, so 3 go-karti. Ni eno padalo, so 3 padala in tako naprej. Eskalira se. Eskalacija.